polčas debiju, tako tvojim kot selektorjem, kakšne so bile prve besede v garderobi po tekmi? Selektor nam je v bistvu čestitil za nek pristop. Mislim, da se je videla želja, to je pozitivno, je pa res, da pač rezultatsko je vedno pomembno. Danes smo izgubili, ampak ja mislim, da prvi polčas je bil dober, drugi malo slabši, ampak na koncu zadnjih recimo 10 minut mislim, da smo vseeno pritisnili in probali dati ta gor, kar je pozitivna stvar. Drugi polčas slabši zaradi Madžarov ali zaradi vas? Pa oboje, mislim, vedno si od nasprotnika tudi odvisen, tako da zaradi Madžarov, ampak kakor sem rekel, na koncu smo se nekako dvignili v zadnjih par minut in probali obrniti stvar. Čisto osebna impresija glede debija? Pa nek ponos, sigurno sem zadovoljen, da sem pač debiteral, ampak ja, no, vedno želim zmagati, tako da neki mešani občutki vsem. Škoda, ne, da ni odveljal na koncu, da je smajhen offside, tam mislim, da bil, ne? Ja, res škoda. Sem bil prepričan, da ni offside, ampak na našo žalost se je na koncu izkazalo, da je bil. Prvi polčas bi rekel, da smo bili enakovredni oziroma mogoče celo za odtenek boljši, drugi polčas večinoma po naših napakah so potem oni prihajali do šans in na koncu tudi eno izkoristili. Mogoče iz prej lepših šans niso dali gola, pa potem nemo reči malce srečen zadetek, ampak nogomet se igra za gole, mi ga danes nismo dali enkrat offside, potem moja šansa in na koncu tak gre nek poraz. Mislim, da bi 0-0 bil bolj realen, ampak gremo naprej. Imate razlago, zakaj so se v drugem ponavljali neke napake, bilo več kot prvi? Nimam razlage, bomo videli na analizi, kaj je bilo narobe. Enostavno smo prej lahko izgubljali žoge v conah, kjer jih ne smemo. Madžarska ima seveda kvalitetne igralce in so prihajali prelahko do šans drugi polčas. Slovenija je na novi poti, pa lahko rečemo, da je dobro zakorakala v tem tednu na to novo pot? Dobro, definitivno ne, ker smo izgubili, ampak so se videle neke nove zamisli. Mislim, da predvsem na prvi polčas se moramo fokusirati in graditi na tem. Odigrali smo v novem sistemu in po mojem mnenju, no vsaj tako sem se počutil na terenu, prvi polčas izredno dobro izgledali. Smo pa malce padali, ampak tako kot sem dejal prej, sami v bistvu smo se spravili v ta položaj z vlastnimi napakami in potem nekako prevesili igro na našo polovico in nismo bili dovolj nevarni za naprej, ampak kljub temu smo imeli drugi polčas najlepšo priložnost mi. Pri tistem zaključku se je zdelo, da si premislil v zadnji trenutku, da si potisnil žogo že malo naprej, kak je bil mislili predvsem z tiste akcije, je bilo res to, ali si hotel že prej zaključiti, pa mogoče ni bilo prostora, ki je ni bilo res. Mislim, vedel sem, da imam štoperje levo od sebe, porinil sem si še malo desno, cilju dolgi kot, dobro posredovanje golmana. Lahko bi bil gol, seveda. Čeprav ni veliko manjkal, čist špica. Ja, čist špica je vrano. Škoda, no. Pa prvem polčasu ta centimetrski offside. Lahko bi se drugače obrnila ta tekma. Kak je z Vipem v napadu, zdaj sploh tudi on v formi, recimo oba se zdi, da sta nekako v formi, kak je z njim sodelovati? Mi smo danes dejansko igrali s 3 napadalci, Šturm pa Vipotnik sta bila, dajmo reči, tako kar pol špice, tako da seveda vsak igralec, ki je v formi, je dobrodošel, ampak to je treba pokazati tudi na reprezentančni tekmi, vključno z mano. Danes nismo dali zadetka. Čez 3 dni imamo novo tekmo. Je bilo pa veliko tudi dobrega, definitivno. Kako pomembno bi bilo za reprezentanco, za fante, za to novo poglavje, da se v Črni Gori zmaga, ne? Zmago zdaj že nekaj časa čakamo in zmage delajo vzdušje, zmage delajo reprezentanco. Absolutno, se strinjam in mi bomo vse naredili, kar je v naših močeh, da bomo v Črni Gori zmagali. Tako kot ste sami dejali, zmage delajo vzdušje in delajo potem zmagovalno ekipo. In mislim, da smo dosti dobrega danes pokazali, da gremo lahko v Črno Goro samozavestni kljub porazu današnjem. Zadetek, ki nažalost ni veljal, ki bi mogoče marsikaj spremenil tudi na nadaljnjem pristopu, na to pa se zdi, da so Madžari začeli rasti, do konca polčasa umirili malo tekmo, s tem tudi vas in si v drugem začeli ustvarjati priložnosti. Kako si ti videl tekmo na tem krasnem ambientu, tudi na tem stadionu? Pa je, mislim,
izjemen ambient, stadion je fenomenalen, površina, res vsaka čast Mađarom, da so si lahko to privoščili in to je uživanje v nogometu, ko pač imaš priložnost to doživeti. Kar se tiče tekme, ne vem, prvih 20 minut verjetno so pač oni tudi nas malo analizirali, gledali prejšnje tekme in smo jih mogoče malo presenetili, zato so prvih 20 minut so malo rabili, da so se ulovili pa da so videli zdaj, da malo drugače stojimo, da malo drugače delamo stvari. Potem pa ja, tudi energetsko ni realno, da lahko cel polčas eno stiskaš gor pa napadaš in imajo dosti kvalitete, da so znali poiskati rešitve pa da so malo umirili igro. Mislim, da po teh 5 dneh treninga je res bilo eno veliko število, ogromno teh nekih novih zahtev, novih stvari, ki smo jih probali. In zdaj za to bo potreben čas, da vse usvojimo v nulo, ampak da so neke smernice jasne, pa da, mislim, ne vem, vi boste boljše povedali, kako je izgledalo iz strani. Nam je bilo užitek igrati, treba bo napake dati na minimum, ker pač se dogajajo. Zavestno gremo v nek način nogometa, ki je včasih malo rizičen in moraš te pač napake dati na minimum. Pa treba popraviti kar zadnjo tretjino, da bomo bolj nevarni za gol, ostalo pa korak po korak. Glavo gor, gremo naprej. Kar se tiče tistega gola, pa mislim, da so odločali centimetri. To v tem vrhunskem športu so res malenkosti. Ja, če bi ga dali, bi verjetno bilo malo drugače, ampak kako smo rekli, pred srečanjem ni zdaj rezultat v prvotnem pomenu. Važno je, kako smo izpolnjevali zahteve selektorja in kako je on s tem zadovoljen, pa verjamem, da ima vizijo za naprej, kako še to zdaj malo spedena, da bo na koncu v nulo, ko bo šlo zares. Če bi morali na kratko nekako opisati, o čem je Cesarjeva Slovenija, če lahko tako imenujem, drugačno od prejšnje? Pa malo več probamo igrati, malo več na posesti, mogoče malo manj direktni, malo manj na rezultat pa na dolge žoge, ampak imamo pa tudi navodila, ko bo treba, se bomo tudi spustili vseh 10 v zadnjo tretjino, da se branimo vsi za žoge, če bo treba dolgo napali. To je pač vse odvisno od situacije, ampak po domače povedano, da moramo imeti jajca, da si moramo upati, da smo tehnično kvalitetni in da lahko izigramo nasprotnika tudi čez sredino in ja, ne smemo se bati napake in bomo probali delati na tem, da bomo probali čim več žoge imeti v svoji posesti. Kako s to prenovo reprezentance poskrbeti, da bomo še bolj nevarni za gol nasprotnika? Dali smo danes gol, sicer je bil razveljavljen, ampak vse je priložnosti bilo relativno malo, Mađari imajo svojo kvaliteto, ampak kako zdaj to neko novo filozofijo spremeniti tudi v večjo nevarnost, predvsem v zadnji tretjini za nasprotnika? Mislim, verjamem, da nismo pozabili, da nam manjka napadalec Manchester Uniteda, ki lahko samo obrne vse na glavo. In pa pač pri tej formaciji mislim, da je zelo pomembno, da so bočni zelo ofenzivni, da oni držijo to širino in da delajo tam višek. Tale pač tudi za njih je zdaj malo drugače, nimajo vingerja pred sabo. Ampak ja, mislim, da je to glavno. Delati višek po boku, pa ko pridemo gor po strani, da imamo več kot pa enega pa pol igralca v kazenskem prostoru. Kak gol bi isto zazdali? Probal sem danes, je bila preveč po sredini, ampak ja, sigurno. Pa prekinitve mislim, da so lahko zelo močno orožje naše in ja, bomo zadevali zadetke, ampak moramo pa ohraniti to, kar nas je do zdaj vedno krasilo, da nam je bilo zelo težko dati gol in mislim, da vseeno kljub porazu danes, da smo na dobri poti. Nam bo manjkala za popoln večer, če gledamo samo z vaše strani? Ja, res je. Malo je bila nezgodna situacija, bom rekel, ampak kolektivno mislim, da smo naredili en korak naprej kot ekipa. Upali smo se igrati, kar je bilo tudi navodilo selektorja. Tudi v obrambi nismo jim dovolili kaj preveč, predvsem prvi polčas, drugi polčas smo imeli par
par priložnosti, ampak to je tudi njihova kvaliteta, ne moremo ustaviti čisto vsega. Tako da ja, ena obramba za popolni večer, ampak čez 3 dni je nova tekma, tako da gledamo že naprej. Super, tvoja individualna predstava, verjetno si zadovoljen vsaj s tem svojim delom, kljub porazu. Je najbrž še dober občutek, da v Janovi odsotnosti, ko dobiš minute, da se izkažeš, da si vreden zaupanja. Definitivno, ja, vemo, da teh tekem ni veliko, ne. Jan Oblak je le Jan Oblak. Sem zadovoljen, hkrati pa vedno je tisto malo, ko zmanjka, ko si želiš vedno več in mislim, da je to povsem naravno za vsakega vratarja, za vsakega igralca pravzaprav. Kako obrani strel napadalcu, ki niti slučajno ni želel streljati, tako je na koncu strelil? Dobro vprašanje, res ne vem, se pravim, nezgodna situacija. Treba malo pogledati, analizirati, ampak enostavno včasih je tako v nogometu. Lahko daš vse, pa se ti na koncu tudi ne izide. No. Si se počutil v vratih, recimo temu varno, v tem novem sistemu, v tej novi obrambi? Vemo, da je to tisto, kar je Slovenijo krasilo v zadnjem obdobju. Ja, predvsem tudi zato, ker se z večino fantov poznamo že od prej, dolgo časa smo že skupaj in enostavno tudi ta kemija izven igrišča na igrišču pomaga in sem se počutil varno, se pravi, nismo dovolili veliko situacij in tisto, kar smo pač vsi naredili, da po domač povedano gremo na glavo, da rešujemo situacije, tako da ja, bilo kar varno. Mogoče sam še besed o tem krasnem ambient, prekrasen stadion, kako se je tebi zdelo? Ja, res super. Mislim, da eden izmed lepših, kjer smo igrali in travnata površina in vzdušje samih navijačev je bilo super, perfektno. Mogoče še samo tole v tem igralnem sistemu, koliko je bilo za vratarja drugače v tem primeru? Koliko več možnosti ali manj možnosti ima pri gradnji igre? Pa je bil kar poudarek na tem. No. Mislim, da če lahko izkoristimo naše kvalitete z igro z vratarjem, bomo imeli enega več, skoraj vedno. No. Se pravi, treba si je upati igrati in pač probati. Pripravljalne tekme so tudi za to. Napake se bojo dogajale, ampak mislim, da smo danes pokazali to, no, da lahko tudi na tak način, vedno pa se lahko vrnemo tudi na način, kjer smo malo bolj pragmatični pa enostavno nabijemo žogo gor. Koliko dodatna motivacija, mogoče to, da je danes tekmo gledali zelo veliko glednikov, zelo velikih klubov. Ne rečem, da boš polet menjal okolje, ampak zna se zgoditi, verjetno za vas, ali pa sploh za tebe, no, ker si rekel, tako priložnost redko dobiš pomembno tekmo. Vsaka je, se pravi, nima veze proti komu igramo, kadar igram za Slovenijo, mi je neverjetna čast, vse, kar bo pa pač prišlo kot nagrada ali pa posledica nečesa, bo pa pač se zgodilo, nimam povsem vpliva na vseeno, tako da jaz probam delati to, na kar imam vpliv in probam to delati dobro.